Od naročnikov računovodskih storitev pogosto slišimo, da so nezadovoljni z izvajalcem računovodskih storitev, kljub temu pa se ne odločijo za njihovo zamenjavo. Priporočamo vam, da si pred izbiro novega izvajalca ogledate nasvete Zbornice računovodskih servisov. Kdaj svetujete zamenjavo izvajalca računovodskih storitev? Uspešen podjetnik ob sebi potrebuje zanesljivega in pa zaupanja vrednega računovodjo. Računovodjo, ki svoje storitve opravlja v skladu s predpisi in pa zakonodajo, podjetniku pa posreduje pravilne in pa razumljive informacije takrat, ko jih le-ta potrebuje. Širitvijo posla marsikdaj računovodstvo postane zahtevnejše. Informacije morajo biti hitrejše in seveda tudi kompleksnejše. Vkolikor zaznate, da vaš računovodja nima dovolj kadrovskih kapacitet, da ne sledi zakonodaji, da ni dovolj strokoven, potem je čas, da razmislite o njegovi zamenjavi. Prav tako vam predlagamo, da razmislite o zamenjavi svojega računovodja takrat, kadar se nenehno pojavljajo napake in v pravilnost teh informacij niste več prepričani. V vsakem primeru pa svetujemo, da glavni razlog za zamenjavo vašega računovodja naj ne bo cena. Sploh v primeru, kadar ste s svojim računovodjem zadovoljni in opravlja svoje storitve v skladu z vašimi pričakovanji. Kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev? Ko se odločite za zamenjavo izvajalca računovodskih storitev, najprej razmislite, kakšne storitve sploh potrebujete. So to mogoče samo osnovne računovodske storitve, knjiženje poslovnih dogodkov, obračun plač, priprava bilance in pa davčnih obračunov, ali potrebujete tudi zahtevnejšo davčno svetovanje, mogoče svetovanje na finančnem in pa kadrovskem področju. Če poslujete brezpapirno ali pa si želite, da bi poslovali brezpapirno, obvezno preverite, ali nov izvajalec računovodskih storitev zagotavlja tako informacijsko tehnologijo, da vam bo to lahko omogočil. Ko pa se že odločite in izberete izvajalca, potem pa je potrebno najprej prekiniti pogodbo z obstoječim dosedanjim izvajalcem in pa se dogovoriti o postopkih primopredaje. Pri postopkih primopredaje je najprej pomembno, da določite zaključni mesec. To je mesec, za katerega bo obstoječi izvajalec še knjižil poslovne dogodke. Potrebno se je dogovoriti tudi o časovnih okvirih, kdaj bo prišlo do te zamenjave in pa pripraviti seznam dokumentacije, ki je predmet primopredajnega postopka. Nikakor ne smete pozabiti tudi na pooblastila. Preklicati je potrebno vsa pooblastila, ki ste jih dali dosedanjemu izvajalcu. Gre za pooblastila v portalih e-davki, e-banka, e-vem in pa seveda tudi Ajpes. Postopek primopredaje nikakor ni enostaven, vendar novi izvajalec računovodskih storitev vam pri tem lahko izredno veliko pomaga. Kdaj je primeren čas za zamenjavo izvajalca računovodskih storitev? Izvajalca računovodskih storitev lahko zamenjate kadarkoli. Lahko ga zamenjate konec leta ali pa že med letom. Glavna prednost zamenjave konec leta je ta, da imate vse na enem mestu v enem sistemu. To je predvsem pomembno za tiste, ki nimate lastnega informacijskega sistema, ki dokumente prinesete k računovodji in potem on v svojem sistemu za vas opravi računovodske storitve. Po drugi strani pa je prednost zamenjave med letom predvsem ta, da je lahko veliko hitrejša. Podjetniku pa ni potrebno 3 mesece sodelovati z 2 računovodjema. Z novim računovodjem, ki že januarja začne evidentirati nove poslovne dogodke, in pa z obstoječim starim računovodjem, tistim, ki mora zaključiti poslovno leto in pa pripraviti ter oddati bilance.